Če bi poslušali samo tisto, kar govorijo mediji, kar se na splošno govori, bi pomenilo, da državna uprava, javna uprava, da nič ne delamo, da nas ne potrebujejo, pa je daleč od tega. Če bi mi zaprli vrata in nehali delati, potem bi šele občani, državljani ugotovili, kaj vse naredimo za njih. Veste, inšpekcije sodijo te represivne organe in ne vem zakaj, ampak nekako nismo priljubljeni. Ne vem, nas imate vi radi. Ker veste, lahko mi veliko pomagamo. Ko se, na primer, tržni inšpektorat, ko se potrošnik obrne s težavo, smo mi tukaj, da mu pomagamo. Ko podjetje da prijavo, da neko podjetje nekaj nelojalno dela, smo ponovno mi tukaj, ne. Vendar seveda, trenutno obstaja 26 različnih inšpekcij in jaz lahko rečem za tržno inšpekcijo, da smo mi dobri, učinkoviti in da delamo. In tudi vsake toliko časa dobimo kakšno pohvalo, javno pohvalo, da smo nekaj dobro naredili. Žal pa seveda se vedno izpostavljam vse inšpekcije v kontekstu negativni predznak ne delajo. In jaz upam, da bomo morda tudi bodoče skozi kakšno reformo uspeli dokazati, da se lahko loči dobre in slabe inšpekcije. Ravno iz tega razloga, ker je toliko različnih inšpekcij in ljudje enostavno ne vedo, katera inšpekcija je pristojna, zakaj. So inšpekcije, ki enostavno imajo delovni čas, uradne ure in Bog ne daj, da ti pokličeš izven uradnih ur, sploh ne prideš do inšpektorja, ne prideš do uradnika. Pri nas imamo uradne ure tukaj na sedežu vsak dan. Smo dostopni. In jaz pravim vedno, inšpekcije smo tukaj zaradi ljudi. Moramo biti dostopne. In se trudimo, da tudi z načinom dela, tudi z našimi objavami na spletnih straneh, ki imamo aktualno, povemo že vnaprej, bodite pozorni, ali to in to ne naredite, ali to in to smo naredili, da vam pomagamo. Zato pozivam, naj berejo, berite spletne strani. V tem trenutku, vemo, recesija je, denarja ni. Mogoče me malo boli, ko slišimo, ko pač moramo dokapitalizirati, ne, pa Ljubljansko banko, pa železnice, pa ne vem koga vse tam. Potem pa slišimo, so si pa razdelili regres, ki je bistveno večji od tistega, kar smo ga dobili javni uslužbenci. Tukaj se mi ne zdi prav. Če je zategovanje pasu, dajmo ga bomo vsi skupaj. Seveda, javni sektor ima redne plače in tako naprej, ne? Vendar tukaj pa tega nagrajevanja ni. Enostavno v tem trenutku nimam možnosti, nimam nobenega korenčka za svoje zaposlene. In kaj lahko naredim? Jaz jim lahko rečem samo hvala. In ta beseda, to tudi skozi uporabljam. Ampak veste, čez en čas se tudi ta beseda izrabi. Težko. Moji inšpektori delajo po noč, ob vikendih, po snegu, delajo, so pridni, ker jim začutijo to pripadnost. Vendar vsake toliko časa je potrebno tudi nagraditi jih. Žal pa tega ni. Z velikim zanimanjem sem prebrala ta program in se strinjam, absolutno se strinjam in mislim, ko bo prišel čas, da bom tudi tukaj z vidika inšpekcij lahko dala še kakšen predlog, kako izboljšati. Kot prvo, tale uspešnost, mora se narediti razlika med dobrim javnim uslužbencem in tistim, ki samo hodi v službo. Težko reči, zdaj pa, kdo je tisti, ki hodi v službo. Tako kot povsod drugje, samo tukaj bi bilo potrebno tudi nekako dati možnost nagrajevanju, se pravi neposrednemu vodju, da nagradi, vzpodbudi. Konkretno,
Budžet se stalno reže, vedno manj denarja je. Enostavno moji inšpektorji jim ne morem nuditi izobraževanja, ki bi jim želela. Ni možnosti, da bi jih poslala v tujino, kajti tržna inšpekcija je en del inšpektoratov v celi Evropi. Dobre prakse se mora izmenjevati. In tega ni. In to pogrešamo. Upam, da bo boljše. Program je zelo zanimiv, seveda, ko se bo potem razdelala vsaka točka po točki še bolj na široko. Mislim, da je dobrodošlo, da se v spremembe vključimo vsi, ki smo na drugačen način vključeni v javno upravo, se pravi v ožjem ali širšem smislu. In če bomo zasledovali isti cilj, prijazna državna uprava in tisti cilj, vizijo, ko ga ima tržni inšpektorat, da dokažemo in da pokažemo in da nam to javnost prizna, da nas potrebuje, bomo potem tudi dosegli te cilje. Konkreten predlog, da morda inšpekcijski svet začne delovati tako, kot je za časa prejšnje vlade. Da so inšpekcije, da glavni inšpektori vemo, da smo na inšpekcijskem svetu in da se naša beseda ima nedoločeno težo, če rečemo, da ne sme prihajati do zmanjševanja zaposlovanja na strani inšpekcij, da to tudi velja. Malo večjo samostojnost in seveda tudi podporo. Jaz mislim, da ne, če vsi v Sloveniji želimo dobro in če bomo vsi pozitivno razmišljali, ne glede na kakršnekoli osebne pripadnosti, strankarske, kakorkoli, bomo uspeli.